pozdravljeni v čisto nov vlog. Zdaj se bomo kar lotili montaže telih novih aerodiskov na Focusa. Malo sem dizajn zamenil, pol se zapeljemo na mol, ker so mi tam zrihtali, da pogledam, kako sploh zgleda, kad cisterna pripelje benz, kam to sploh natočijo, koliko so veliki bazeni pod tem benzinskim črpalkam. Poj si gremo pa pogledati še en tak man cave. Boste noter videli, kva pomeni, kad daš 3 sim racing rige v vrsto. Ampak dajmo zdaj kar najprej aerodiske namontirati. Po moje, da v ful dobro zgleda, je pač spredi zelen in sem hotel tudi zdaj malo več zelene barve imeti. Evo, zdaj da začnemo, rabiš takle urodje od Rotiforma, takole zgleda ta pokrovček, ki v bistvu, če priješ bližje, paše na tale centerlock klele gor. Tako da v bistvu tole daš gor, potem pa s ključem utegneš, zdaj jaz ključa itak nimam, ker se nisem pripravil, pa upam, da ga nam rabu. Pa da vidimo. Jo, zdaj sem se pa prištimal, sem tudi Gedoro najdel, tole naštimaš, daš kompleten nastavek gor in losaš v bistvu tole pokrovko, tale centerlock vzameš dol, tegale pa v bistvu narabimo, ker to je v bistvu sam nek adapter za to, da pokriješ šraube, pa daš tale aerodisk čist simpel zraven, centerlock prišraubaš gor, lepo zategneš, še enkrat vzamemo nastavek in jaz ga v bistvu nočem ga preveč zategniti, ponavadi ga pritegnem lihtok malo po feelingu, no, zato ker itak ga poj še ves ta breakdust pa to, a veš, še malo vse skup zagrab, zmer pa ne vem, kaj jih namontiram, jih ponavadi čez ene, kaj pa vem, ker se po enih 15 minutah ali pa po pol urce, ker se vozim, se zmer ustavim, pa preverjam, da se ne bi kaj losal, za vsak slučaj, ampak to je v bistvu zdaj namontiran, kamor navšlo, meni res hudo zgleda. Zdaj, meni je ta zadeva všeč predvsem zato, ker je imel to Ken Block na svoji Fiesti, v Gimkani, tisti, ki ste to spremljali, boste vedeli, kako zgleda. Je pa v bistvu funkcija teh turbofenov oziroma aerodiskov in pravijo pri Rotiformu ta, da ima zadeva v zadnji take rebrca. Čakaj, ti pokažem, ti kar snim. Imam klele še drugega za na ta drugo stran. A vidiš, v zadnji ima v bistvu take rebrca in v bistvu to naredi en tak vrtinc, da še malo več lufta sprav noter v bremze. Meni je v bistvu to, ko bi rekel, bolj všeč zaradi vizualnega aspekta, kakor zaradi neke ful ekstra funkcije. To je pa to, no. Zdaj pa zrihtimo še na ta drug stran. Evo, pa da zrihtamo še na ta drug stran. Tole pokrovček losamo. To smo se zdaj že naučili. Aha, itak se spet narobe naštelo. Evo, zdaj pa lažje. Dobala. Takole, brez tega nastavka pa ne vem, koliko tole rešval. Včasih res dobro prime tole. Evo, tole damo dol. Tega damo gor. To mi je všeč, ker je res taka čist simpel inštalacija, pa še ful bolj mi je všeč, ker so v bistvu tele centerlocki, da ni, da se šraubov ne vidi, veš. Evo ga, takole zadevo zategnemo, stari to še minuta, ni pa imaš aerodiske zmontirane. Malo zategnemo, jih to da malo šudelač. Sem pa v bistvu tale dizajn sam si naredil, tako v bistvu klele posred je malo tako BBS inspired, tako oni, ki so bili res retro aerodiski, pa hotel sem v bistvu ta zelen outline imeti, da je nek tak lip, da se lepo poveže tudi z dizajnom od Flogsterja. Dostikrat me pa sprašujete tudi v tele cifre, se pravi RK37, Rok Kostanjšek 37, ki je pa pač moja srečna cifra, ki jo lahko tudi vidite valjda klele na avtu. To je to. Če ima pa kdo še kakšne vprašanja od aerodiskov, jih pa kar rukante dol v komentarje.
ampak mene je zmer zanimalo, kako pod bencinskim pumpam izgledajo te bazeni, kamor oni shranjujejo bencin pa to. Tako da danes sem se zmenil z Molom, da mi dajo to priliko, da to malo od bližje pogledam, tako da šibam zdajle v Ljubljano, ker lihkar pripeljajo eno celo cisterno frišanega bencina. Avto imam v sport mode, pa se vključimo na avtocesto. Dobar dan! Klele zavijemo desno. Jaz sicer še nikoli nisem bil na tej črpalki. Verjetno se pa sprašujete, zakaj sem jaz zdajle parkiral na Ino. Veliko vas ne ve, ampak Ina je v bistvu tudi znamka od Mola. Ko če greste tankat na Ino, boste dobili čist enako kvalitetno Evo gorivo od Mola. Tudi na Ini lahko uporabljate MolMove aplikacijo za vse pač popuste, nagradne igre in tako naprej. In ko smo lik pri nagradni igri tudi In ko smo lik pri nagradni igri, ima Mol zdaj do konca februarja eno res hudo in sicer lahko dobite Audi Q3 Sportback za zmeri. Sem pa v bistvu zdajle prišel sem na Ino, zato ker je Emil lihkar na tanku rezervarja tamle na Molu čez cesto. Zdajle pa prišiba še semle na Ino, tako da ga počakam, pa da vidimo, koliko bencina dejansko je klele zdajle pod nami. Živijo. Roko Stanšek me veseli. Jaz imam par vprašanj, ki mene res zanima, pa veliko ljudi drugih tudi. Skje te cisterne sploh pridejo? Odkje zdaj ta gorivo pride? Direktno verjetno, a ne s kakšne rafinerije? Ja, z Madžarske. Tam je prav zelo velika rafinerija, blizu Budimpešte. Pač dobi se tam vse nafta, dve različne nafte, različne bencine, vse kar pač te črpalke rabijo. Koliko pa recimo pol z eno cisterno, koliko litrov naenkrat to pripeljete bencina? Bencina gre 35 000 litrov, dizla gre malo manj, ki je težji. Okej, to pa nisem vedel. Ja, zaradi obremenitev. Jaz si ne znam predstavljati, ampak verjetno tle pod to pumpo je nek cel bazen goriva, ki ga vi pol v bistvu dotočite, koliko pa je tle v spodje pod nami pol enega goriva še? Ja, večino črpalk ima rezervarje tam okoli 50 000. To je verjetno pol, mislite, črpalka, tako kot imamo te 1, 2, 3, 4 polka tankamo. Ja, tako ne. Recimo ta črpalka ima rezervarje približno po 50 000 litrov, ne? 50 095 benzina, 100 oktanskega pa dizla pa tako naprej. Se pravi, klele, vidim, da imamo 6 pump, to pomeni 6 rezervarjev. Noro, ogromen. Ja, je kar velik, ja. Eno vprašanje pa me zanima še vaše mnenje. Zanj smo delali ene intervjuje pa tako, koliko ljudi tankajo premium, pa koliko verjamejo v, bom rekel, ta dodaten izkoristek od premiuma pa tako naprej. Pa jih je par rekel, da v bistvu premium ne obstaja, da vi vse z eno cisterno pripeljete, pa v bistvu sam dražji mi tankamo premium. Ne, to ne. Pripelje se različen dizel, ne? Ja. Se tamle sem videl, da prav piše na tistih, pač, ki imate cel preklopljen. Jaz to še nisem nikoli videl, no, ampak dejansko vidimo, da so različni vhodi za različna goriva. Ja, seveda, vsako gorivo ima svoje. Ne moramo kar mešati, a ne? Mislim, se ne sme, se ne da, ne. Ja, seveda. Takole pa zgleda ta polnilen del, a ne. A tlele sem videl, da pri telih šobah, da imate v bistvu iz dveh cevi se polne. Ena je ta, se pravi, plinska faza, ena je pa tekoča faza. Jaz sem to zdaj prvič videl, da obstaja. Jaz sem mislil pač, da gre samo, bom rekel, tekočina noter, pa je to. Tekočina gre noter, hlapi gredo pa nazaj v cisterno. To je zaprt sistem. Okej. Včasih pred leti so šli hlapi v zrak, ne? No, zdaj gredo pa nazaj v cisterno. Na polnilnici gredo pa v shranjevalnik hlapov. A pa se pol to, bom rekel, te hlape nazaj v tekočin, da se v bistvu čim več pokoristi tega, ali je to, bom rekel, kukar nek pač... Ja, oni pol na polnilnicah to v tekočinijo nazaj. Kako pa to v spodaj pod nama zgleda? A to so v bistvu kot cisterne, ali so to kot neki bazeni? Mislim, a če gre človek peš dol, a bo kaj videl, a so to dejansko tukaj sam gor cevi, pa se ne da nič dol prideti? Ne, dol se ne da prideti nič, to je vse zaprto. Cisterna okrogla, zasuta, zaščitena.
ni nič za okol hoditi. Ne, Okay. se nasmeje in se ne da. Je prav tako, ja. Najlepša hvala, ker ste si vzeli čas Malenkost. danes, pa lep dan še naprej. Hvala lepa. Hvala, živjo. Adijo. Radio. 300.000 litrov benzina ima ena pumpa takole, pa ta sploh še ni največja. No vem, no, meni je to kar crazy podatek. Tole pa zdajle U-turn. Opala! Nikjer ni pisalo, da ne smem. Zdajle sem pa že prispel na lokacijo do tega skrivenega man cave-a, kjer danes boysi furajo, mislim, da 12-urno dirko Bathursta, oziroma večina vas verjetno to progo pozna pod imenom Mount Panorama. Taka zelo težka proga in oni so se odločili, da bojo pač to vzeli 12-urno dirko, kar je že tako meni, ne vem, 10 minut težko to voziti, kva šele 12 ur. Lej, se vidi, da se gre za res, ker tlele boysi vozijo, piše, da je zadeva live. Bomo kar pogledati. Evo, main setup, tlele imaš živ, 1, 2, 3, čak navice dober, 3 sime, marker lih voz, kadilca, odfrlica, pa je pa centerpiece tega man cave-a trenutno tale camper, kjer dirkači lahko spijo. Čak, kva imamo šele? Markal zdaj lih voz, ga namo motel. Imaš pa klele Rolls-Royce od simulatorja. Malo šavja takole, da malo poživi plec. Imaš klele kuhno, malo prve pomoči. Evo, prima krasen. Pogreš pa klele, evo, kuhan, se tudi kaj za jest najde. Klele Streamlaufa, tako da klele vsi, ali so se me klele viče celo. Klele Streamlaufa lepo, vmes pa še 3D printer, pol takole fajn dela, še takole pobrandirane zaključke, da v moj repo je tale rik čist speglan v nulo. Ja, Jure rekel, jaz ga bom sam naredil, tako da delam gospodična, rekel, sam ga bom naredil. Tako da pač Jure je lih v spalence. Jure je zmatran, vsi smo večkrat zmatrani. Ja. 2 dni za nam rollercoaster čustev Jep. in emocij, vse. Ti moraš še za skret plačati, pa za štrampi. Če grem klele med gledalce, čin. Zdajle ga bo. Markal, bolečina je začasna, slava je večna. Nisva sev. Did we do a driver change? What happened? Was there a problem maybe with the vehicle? Zdajle ne. Hey, what's up, yeah? Za danes ura je skoraj polnoč, fantje še vozijo, šibam dam, ker se mi že kar malo spi. Moram pa reči, da mi je res všeč, kad takole vidim take man cave-e. Jaz si tudi želim imeti enkrat orang man cave, da bi imel noter malo več avtov, še kakšen simulator. Kaj pa vem, no, res je fajn takole, ko se lahko z boysi poj za vikend dobiš v svojemu man cave-u, kaj spiješ, kaj poješ, se imaš fajn, kakšno dirko takole odpeleš pa takle. Kaj pa vem, meni je to fajn, no. To je to za ta vlog, pa se vidimo, ko se zagledamo. Ajde, čau!